Prepričan sem bil, da bom plačal, no. Pa je šlo čez. Ampak sem se tukaj ustavil v eni etno vasi. Še par metrov pa bom v Bosni. Zdajle sem ravno prečkal hrvaško mejo. Čakal sem 2 minute. To je najmanj čakanja v Slavonskem Brodu, kar sem jaz zdaj hodil. Celo sem malo taktiziral, da bi šel na kakšen drug mejni prehod, ker pač Slavonski Brod je običajno kar gužva. Evo, lejte, tukajle vidite reka Sava, mejna reka, in zdaj gremo proti Bosni, vsak čas bomo. Me pa zanima, če bo tudi tukajle pri Bosni, pa bo ene 5-10 minut po mojem začakati. No, zdaj sem siguren že v Bosni. Moram tudi paziti, da me kje ne bi videli, da snemam. Ker to, če mejo snemaš, ne, si hiter sumljiv. Tako da evo, tamle že vidim jaz carino od zadju, lejte, samo en človek je pred mano, tako da jaz bom to kar nehal snemati, upam, da pridem normalno čez. Tole je bilo pa rekordno hitro, tudi na bosanski meji, minutka, tako da to hitro že nikoli nisem šel čez. Zdaj sem v Bosanskem Brodu, tukaj, če bo kdo šel, ful počas vozite, ker so zelo velikrat policaji in imajo radar. Običajno ga imajo na konc, tik preden je tabla konc Slavonskega Broda, imajo tablo pa radar in te hiter dobijo. No, glede na to, da dež pada, ne vidim problema, da bi bili. Je pa no drugače, kašel sem v pot fino, dež pada, 4 stopinje je, to je super, aj vidim, da ni snega. Tudi do Sarajeva naj ne bo, potem pa naj bo naprej. Tako da zdaj imam še slabo urco do restauracije Ribarska priča, kjer grem zmeraj jest, kadar grem po tem koncu, ker je res dober. Tudi videli boste, tudi ambient je dober, tako da zdajle še tole dam čez. Je pa to, vidite, taka cesta, ne bo kaj kaj, paziti moraš malo na policaje, pa tako naprej. Tako da upam, da sem čim prej tam v Ribarski priči, pol se pa tudi malo že avtocesta začne. Malo spremembe plana, ne bom se tam ustavil v restauranu Ribarska priča, ampak sem se tukaj ustavil v eni etno vasi. Sem rekel, jaz po tej poti nisem šel velikrat. Mislim, šel velikrat, ampak že dolg časa, ne? In jaz se spomnim tale etno vasica, kako je to počas ratvala. Od začetka je bil samo ena mečkana lesena kolipca, pa si nekaj dobil za pit. In lejte, zdaj so tole pa prav lepo zrihtali. Prav lepo, škoda, da dež pada. Jaz sem tudi prepričan, da je noter zelo lepo. Da to tle v Bosni za te etno vasice zrihtati. Ma to so strokovnjaki taki, malo na roke in verjeten tudi to gre, da je manj problema z papirologijo, kot pri nas. Vidite, lejte, tukaj jim kar reka teče, ampak lejte to, vidite, tukaj neka slama, reka, lejte misce, lejte, ko je tle fino za jest. Mislim, ko sonce sije, polet, ne, lejte, tole hiško tle lahko spiš po mojem, lejte, soba, in imaš tle svoje, ne, tle ni za jest, tle sem tole najameš. Moram pa reči, teli švelari pa tako drsijo, da se Bog usmil. Wow, a ni hudo, lejte. Wow, tle ob reki, mislim, tole si pa res nalepim, lejte. Wow, ma dobro, da sem se tle ustavil, ne? Čeprav dvomim, da bom tako dober kot v tisti Ribarski priči,
ker tam je res dober, ampak ne, tudi da sem tole videl, mi ni žal, da sem se tle ustavil. Res je super, no. Mislim, tole zunaj, kar sem videl, ne, zdaj kaj mora biti to dober, šele polet, ki je sonce, vse zeleno, mora biti res fenomenalno. Ne, zdaj grem dol pa v restauracijo. Vidiš, tle imajo jedilnik, sicer ne bom gledal, ker tle je itak vse pocen, ne, tako da bankrotirati ne moreš, sigurno ne. Gremo noter, malo bo je čudno gledali, še nekaj snemal. Lejte, kako lepo. Dobar dan. Evo, dobil sem za jest. Tako, kot zmeraj v Bosni, čevape z nekim kajmakom, hercegovačkem. Fino se mi zdi, ki je čebule dost, pa še nekaj. Drugače pa, lejte, tukaj sem zdaj šel jaz v vrhen del. Lejte, kako je to lepo. Lejte, kako me je to lepo zrihtano. Lejte, to je breza. Se mislim, da je to breza. Lejte, tukaj je spoden del. Fantastično, res fantastično, lejte. Tamle zadaj gre glih dimnik, tako da me še super greje. Drugač, fina muska tudi je, sem natakarja prosil, da izklop. Evo, da še probam tole, da vam povem, kakšen je okus. Drugač, cena vas verjetno tudi zanima. Točno 5 evrov je tole, kar je celo tukaj v Bosni to malo velik, ker dobiš tudi za 2,5 evra tako porcijo čevapčičev. Super. Super, super, super. Še kajmak. Kajmak tudi super. Čebula itak, tako da grem jaz, sem lačen, tako da ne moram povedati. Evo, prispel sem na Jahorino, v teli hiški sem noter. Glejte, tle sem avto parkiral. Sem v srečo. Glejte, majster prišel, da je tle naredil pač plec, ker tukaj na tej strani se poplača 8 evrov na dan. Ampak ta lastnik ima tle neki parkir placa, tako da se to parkira. Evo, zdaj vam bom pa še pokazal sobo, ki imam. Tle drugač imaš sobe, apartmaje, vse živo. To bom jutri malo več pokazal. Danes sem pa samo mojo sobco pokažem, ker komaj čakam, da se stuširam, pa grem spat. Evo, tle smo enega malo zmotili, pa da ne bo hud. Evo, tle v štirki sem mi je dal šefe celo na možnost, da zbiram. Gledajte, taka mehna sobca. Una ta druga, ki mi jo je ponudil, je bila večja, ampak so bile dve enoposteljne. Imam pa jaz raj veliko poslo, zame je to čisto ok. Evo, tle še WC ni glih neki ful veliko. Tole je res, čak je pa, ja, je pa tole mečken, ja, lejte, sploh lijaka nimam. Ampak dobro, lejte, se to ne sekiram. So pa drugi apartmajčki veliko boljši. Sej bomo šli jutri pogledat. Tako da, to je to, nič. Zdaj pa potuš. Dobro, še dol moram imeti na pijačo, me je šef povabil. Tako da grem nekaj spit, da ne bo užaljen. Pol pa tuš, pa spat. Malo še video zmontirati in gas. Tole vam moram še nujno povedati, kaj se mi je na poti naredilo. Jaz v Bosno, ko grem, posebno, ko se že noč naredi, zmeraj probam voziti v koloni, zato da me policija ne ustavi. Ker vedno ti nekaj najdejo. No in en mi poblenda, sem rekel, da ni policija.
In res, čez 500 metrov policija in hvala Bogu, imela enega drugega, da sem šel jaz naprej. Nisem mu pa nobenega pred seboj, sem pa majčkeno bolj pritisnil, kakor bi sicer. Čeprav jaz sem počasen voznik, tako da je bilo še vse v mejah omejitev. No in, veste, jaz ob cest vidim naenkrat, hmal po tistem, 3 kilometre kasneje, ki je bila ta policija, vidim ob cest nekaj žmiga, kot da bi se fleš vžigal. Jaz gledam, kaj je to? Malo sem pomislil, da je radar, da me slika, ampak zakaj to tako tripa? Jaz se peljem mem, pa rečem, mogoče je pa policaj bil. In jaz pol več kot 50 metrov naprej ustavim, grem ven z avta in vidim policija. In potem malo rikverc, on pride malo do mene, je kar malo znoro, kaj se grem. Sem rekel, pri nas iz rdečo lučjo ustavljajo, ne pa iz neko lučjo, pa je blendal. Mislim, si se zelo lepo povedal, ne, vzel dokumente, jaz sem že razmišljal, koliko bo mogel dati podkupnine. Pa sem še razmišljal, če imam kakšen bankovec z 20 evrov, sem rekel, z 20 evrom bo nekako prišel čez. No in mi pa prinese dokumente, prav, izvolite, drugič pa paste. Če vam nekdo tako blenda, ustavite. Sem rekel, ja, bom seveda, ne. No, tako da to je bilo pozitivno presenečenje. Prepričan sem bil, da bom plačal, no. Pa je šlo čez.